Zdrav. Torej, danes je imela naša komisija tretjo nujno sejo, na kateri smo sprejeli poročilo. In sicer o dveh stvarih, ki smo jih uspeli v tem času preiskati: politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, in drugo, politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih in drugih primerljivih poslih, financiranih sredstev državnega proračuna in proračuna Mestne občine Ljubljana na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana. Drugih zadev nismo uspeli preiskati, ker se nam je predčasno zaključil mandat in ker so bile pač ti dve zadevi kar obsežni. V zvezi z Univerzo na Primorskem smo podali 3 ugotovitve. Univerza na Primorskem prvič je negospodarno vodila postopek obnove in dograditve prostorov, ker je investicijski okvir prerasel prvotno sprejetega. V mandatu 2004 do 2008 vlada ni želela pokriti neupravičenih finančnih obveznosti. In tretjič, nova vlada v mandatu 2008 do 2011 je takoj po nastopu mandata poplačala dolgove Univerze na Primorskem. V zvezi s tem nismo predlagali nobenega sklepa, smo jih pa v zvezi z drugo temo, ki smo obravnavali, torej Mestno občino Ljubljana, in sicer smo sprejeli 2 sklepa. Poročilo boste dobili tako, da so tam tudi navedena. In sicer prvič ponavljam sklep, ki sem ga predlagala že v vmesnem poročilu. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za pravosodje, da uporabi vsa obstoječa pravna sredstva in mednarodne sporazume, ter po potrebi predlaga nove ukrepe, ki bodo pravosodnim organom in organom pregona omogočile učinkovito pridobivanje podatkov o slovenskih državljanih, ki imajo gospodarske družbe v davčnih oazah. Nekaj na tem je sicer že bilo narejeno, spremenjen zakon, ampak to smo občutili tudi kot glavni problem, da se pač nekih dokumentov ni dalo dobiti od Republike Cipar. In drugič, pridobljeni podatki izkazujejo utemeljen sum, da so bili župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in člani njegove družine vpleteni v uspele odkupe in uspele oziroma neuspele spremembe namembnosti zemljišč v Mestni občini Ljubljana, pri čemer so bila za spremembe namembnosti uporabljena javna pooblastila Zorana Jankovića kot župana Mestne občine Ljubljana. To opiram na ugotovitve oziroma na dokumentacijo, ki smo jo naknadno, torej po izdaji vmesnega poročila, pridobili od določenih organov. Nekajkrat sem že povedala, predvsem od Davčne uprave Republike Slovenije, Urada za preprečevanje pranja denarja. Tisto, kar preseneča, je seveda, da ti organi sami niso zaznali teh problematičnih transakcij, pač pa smo na posojilo v vrednosti 3 milijone evrov strani gospoda Pišlerja na osebni račun Jureta Jankovića opozorili mi in na to opozorili Urad za preprečevanje pranja denarja, ki je potem te stvari raziskal. Še bolj tudi to, da Davčna uprava ni zaznala kakšnih nepravilnosti do takrat, ko smo ji kot komisija predlagali, da upravi davčni pregled Jureta Jankovića z namenom, da pač izvemo, kam so bila lansirana ta sredstva, ki si jih je sposodil, ali je bil plačan davek in tako naprej. Posledično smo seveda predlagali kot komisija oziroma vložili kazenske ovadbe na državno tožilstvo. Pričakovali smo tukaj aktivnost tako tožilca, ki zadevo obravnava, kot generalnega državnega tožilca, gospoda Fišerja, glede na to, da gre za kazniva dejanja, bom rekla, velikega obsega, no, ali kako se ne izrazim. In predvsem, ker smo ugotovili, da posamični organi razpolagajo z delnimi informacijami o posameznih segmentih sumov nezakonitosti, nimajo pa skupaj celotne predstave, da bi lahko učinkovito preiskovali kazniva dejanja, zato sem jih vse obvestila o ugotovitvah drugih organov in seveda tudi tožilstvu predlagala, da ustanovi skupno preiskovalno skupino, ker bi le tako lahko učinkovito preiskali celoten primer, ki je kompleksen. Ta kompleksnost
je v tem, da je v prekupčevanje zemljišče vključenih več lokacij, da se s tem namenom ustanavljajo družbe v davčnih oazah, predvsem ne samo z namenom utaje davka, pač pa še bolj skrivanja lastništva. V poročilu je pač opisan inštitut upravičenega lastnika oziroma beneficial owner, ki se uporablja pač kot učinkovito sredstvo za skrivanje lastništva, torej prikrivanje dejanskega lastnika gospodarske družbe. Pravi lastnik poseduje samo certifikat o lastništvu, o tem velikrat ne ve nič niti država, kjer je zadeva ustanovljena. Še težje pa potem to ugotovimo mi, ki pač to državo zaprosimo za podatke. In je te lastnike dejansko možno dokazovati samo preko transakcij. Te podatke smo pa pač, kot rečeno, dobili od Urada za preprečevanje pranja denarja in davčne uprave. Podatki, ki smo jih pridobili, dokazujejo shemo družb Jureta Jankovića iz novembra 2009, ki je tudi del sestavnega poročila. Leto 2009 je seveda pomembno zato, ker je to leto pred sprejemom občinskega prostorskega plana v Mestni občini Ljubljana. Takrat so pač potekali postopki in takrat so se kmetijska zemljišča tudi kupovala. Zdaj, reči, da je pač Jure Janković kar sam po sebi vedel, katera zemljišča v Mestni občini kmetijska so zanimiva in bodo jutri zazidljiva, ne da bi pri tem odigral vlogo njegov oče, ki je bil pač te podatke imel kot župan Mestne občine Ljubljana, je najbrž precej naivno razmišljanje in govorjenje o tem, da nimajo nič skupnega, da se o tem ne pogovarjajo, seveda stvar, ki težko verjamemo glede na vse, kar smo v nadaljevanju videli. Po podatkih poročilo sicer nima oznake interno, ker nismo uporabili oziroma niso vključeni nobeni davčni podatki oziroma podatki, ki so označeni z davčno tajnostjo ali z interno. Pač pa lahko iz teh dokumentov, ki jih imamo, povemo, da finančni podatki za Jureta Jankovića od leta 2006 izkazujejo velik razkorak med prihodki in odhodki, zaradi česar seveda se sprašujemo lahko o izvoru prihodkov. Od leta 2006 so bili namreč njegovi osebni prejemki 18-krat manjši od izdatkov in v dokumentaciji so pač dokazila o transakcijah, ki to trditev potrjujejo. Je pa to trditev, ki jo je seveda podala davčna uprava. Po opravljenem davčnem pregledu, ki smo ga predlagali, je davčna uprava avgusta davčni pregled končala in v preiskovalnem postopku ugotovila, da je preiskovanec razpolagal z denarnimi sredstvi, ki precej presegajo dohodke, ki jih je prijavil davčni napovedi. To je pomembno zato, ker tisti čas so se dejansko kupovala zemljišča, ko je pač bilo to posojilo, ki smo ga pregledovali, oziroma ki so ga organi pregledovali, tudi dano. V poročilu je zaključni pregled transakcij s spremembami namembnosti v Mestni občini Ljubljana. Na hitro bi pač nekaj teh lokacij, o katerih smo sicer že večkrat govorili, ampak je pač pomembno, ker samo po pričanjih do mestnega poročila torej pri nekaterih stvarih nismo mogli potrditi suma okoriščanja s podatki, ki smo jih potem prejeli, pa to lahko trdimo. Zemljišče Elektra v južni obvoznici Ljubljane, torej Barje, že nekajkrat povedano, da se je vrednost povečala za 6,46 milijona. To lahko z gotovostjo trdimo, ker smo kot komisija naročili cenitev pred spremembo namembnosti in po spremembi namembnosti. Za naslednja zemljišča pa tega nismo storili, ker smo podatke dobili kasneje, torej že po sprejetem prostorskem načrtu. To Barje pa bilo ravno v tistem času, ko so, če si pač na mestni občini pridobili dokumente za pripravo poročila, so bili še stari podatki oziroma je bilo še stari opanje. Zemljišče Smodinovec poznate, tam se zadeva ni uspela tudi zaradi pritiska javnosti, pa tudi zato, ker minister Židan, minister za kmetijstvo, ni dal
soglasje k spremembi. V zvezi s tem so bile podane kazenske ovadbe, ker smo v komisiji ocenili, da so priče lažno pričale pred našo komisijo in upam, da te stvari se preiskujejo. Tukaj se boste spomnili, da se je v reševanje tako imenovane nasedle investicije vmešal tudi župan oziroma načelnik oddelka za urejanje prostora, gospod Gajšek, ki je takrat na televiziji zatrdil, da mestna občina potrebuje na tej lokaciji poligon varne vožnje, čeprav tega nikjer ni bilo takrat v nobenih aktih mestne občine Ljubljana. Naslednje zemljišče je v Trnovskem predmestju, v bližini parcele Lekte. Tam je bilo spremenjeno iz statusa parkovnih, športnih in rekreacijskih zemljišč v zemljišča za stanovanjsko gradnjo s faktorjem zazidljivosti 1,2, kar pomeni, da bo na cirka 15.000 kvadratnih metrih možno graditi cirka 18.000 kvadratnih metrov bruto površin namenjenih stanovanjski gradnji. Lastnik tu je družba Tabija, pri čemer je tretjinski lastnik družbe Tabija ciprska družba Dismonko Investment, za katero pač glede na transakcije z računa Jureta Jankoviča in med to družbo obstajajo pač dokazi, da je bil njen upravičeni lastnik Jure Jankovič. V tem primeru gre za povečanje vrednosti zemljišča, vendar, kot sem rekla, cenitve nismo opravili, zato ne moram navesti kakšnega zneska, ampak se da to pač tudi z agencij, ki se s tem ukvarjajo, dobiti. Potem je naslednje zemljišče v mestni občini Ljubljana Kao Glince, ki obsega gozd, travnike, njive, sadovnjake in stanovanjsko zgradbo. Pretežni del tega je bil sprememba občinskega prostorskega načrta spremenjen v stanovanjsko gradnjo. Zemljišče je odkupovala družba Mototrade, družbo Tabija je ustanovila ta družba Mototrade in Dismonko Investment v ustanovnem kapitalu, pri čemer je družba Mototrade kot vložek v družbo vnesla ta zemljišča. Kot rečeno, tudi tukaj ne moremo oceniti, za kolikšno povečanje vrednosti gre, ker tega nismo ocenili sodnim izvedencem. Pri družbi Azion gre za poskus spremembe zemljišču v Spodnji Šiški. Spet dokument Urada za preprečevanje pranja denarja dokazuje finančna nakazila na družbo, ki se Blue Train Investment, ki je bil, v katerega lastništvo je bil Azion. Družba Azion je tudi vložila spremembo za namennosti na mestno občino Ljubljana, vendar to ni bilo sprejeto. Predlagala je, da se med območjem za industrijsko gradnjo in stanovanjsko gradnjo del tega industrijskega območja spremeni v stanovanjsko gradnjo. Ker potem ta sprememba ni bila sprejeta oziroma ni uspela, je bilo zemljišče prodano kupcu Jožetu Kiklu. Še dve ugotovitvi, torej družba Manateja, za to družbo mi sicer nismo ugotovili, da ima na območju mestne občine Ljubljana zemljišča, bi pa to morda lahko ugotovili, če bi zaslišali pričo Aleksandra Dragaša, ki je bil direktor teh družb, Manateja, Tabije in Aziona. Kot veste, tega zaslišanja prejšnji petek nismo mogli, oziroma v petek. Da smo se s tem ukvarjali, je razlog tudi v tem, da smo dobili dokument dolžnikov družbe Tax Group, kjer je pod družbo Manateja kot oseba, ki je zadolžena za urejanje zapadlih plačil, navedeno gospod Jankovič, priča Jasmine Pišek, ki pa je bila navedena kot avtorica tega sporočila z navedbami dolžnikom Matiji Šešoku, preiskovalna komisija ni uspela zaslišati. In še ena ugotovitev, preiskovalna komisija je pridobila dokazila, da je bil del finančnih sredstev Jureta Jankoviča preko družbe Petrolja nakazan sodniku Okrajnega sodišča na Jesenicah.